Gledate oddajo Klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. Živimo v negotovih časih in to se vsekakor pozna marsikje. Celo na hormonski sliki bi lahko rekli. In kadar je človek dejansko negotov, ja, veliko stvari se lahko zgodi. Danes bomo govorili o tem, kako polno živeti kljub tesnobi, kljub kakšnim paniki oziroma napadom panike, kako prepoznati zadevo, kako tudi videti, v katero smer greš. V svoji družbi pa pozdravljam krasni gosti, hvaležno pozdravljeni in dobrodošli. Mikela Veren, magistrica psihosocialne pomoči, in Barbara Porenta, specialistka zakonske in družinske terapije. Pozdravljeni, dobrodošli. Zdaj za sam začetek. Se mi zdi, da je bilo neko obdobje, ko se je ful govorilo o depresiji, pa je pa kar naenkrat prišla ta anksioznost oziroma tesnoba. Kakšna razlika? Pri depresiji bi jaz rekla, da gre bolj za neko splošno, stalno počutje depresije, torej nečesa slabega, da se slabo počutimo. Pri tesnobi gre pa za strah, tle je glavna razlika. Pri tesnobi gre za strah pred nečim neznanim. Kar se pogosto sprašujemo pri tesnobi je, kaj če? Kaj če bo to? Kaj če bo to? In je strah v bistvu neznan, ne vemo, kaj bo. Ne? Pri obeh je pa zadeva taka, da traja dlje časa, torej vsaj 6 mesecev, da lahko postavimo diagnozo. Torej ne mi terapevti, ampak pač zdravniki. Zdaj, eno razlago sem enkrat slišala, pa ne vem, koliko je na mesto, da depresija je bolj tudi povezana z preteklostjo in obremenjevanjem s tem, kak je bilo, pa kaj pa tak naprej, a ne? Da tesnoba je pa bolj tak za prihodnost v tem smislu. Zanimiv je dober pogled. Mogoče je čisto iz moje perspektive depresija nekaj, kjer se ustaviš in ima veze v bistvu obe, depresija ali občutki tesnobe, lahko tudi s preteklostjo. Tako da jaz bi iz lastne prakse mogoče bolj svetovala oziroma primerjala od primera do primera. Od primera do primera. Itak ne moramo govoriti posplošeno, ne? Ampak mogoče depresija bolj v tem smislu, da je krogotok nečesa, nekje se zaciklaš in iščeš izhode in jih ne najdeš. In potem poskušaš najti, kje se napaja. Tesnoba je pa nekaj, kar nas mogoče zasleduje. Bolj na eni taki organski ravni. Je tudi stvar preteklosti, ampak se tukaj in sedaj nas bremza, če se temu tako po domače reče. Zdaj, če pogledamo te čase, a ne, prej smo slišali, kaj pa če, a ne. Mislim, to bi lahko bila kar tak naziv teh let, v katerih zdaj živimo, kaj pa če. Ker imamo ves čas, kaj pa če to? Aha, če se cepim, kaj pa če? Če se ne cepim, kaj pa če? Če izgubim službo, kaj pa če? Aha, delamo od doma, kaj pa če? Mislim, tako obdobje, kaj pa če je. A so okoliščine tiste, ki nas prevedajo do tesnobe, ali smo mi tisti, ki sebe privedemo do tesnobe? Kaj je zdaj prej? Jaz bi rekla kar oboje, ampak okoliščine definitivno pripomorejo k temu, še posebej zdaj v teh zadnjih, letu in pol, 2, je porast tesnobe ogromen. Na to vplivajo vse informacije, ki jih slišimo, vse, kar preberemo, vse, kar nam drugi povejo. Tako da jaz mislim, da ja, je oboje, ampak okolje definitivno vpliva na to. Pripravili smo tudi eno tako tabelico nekih takih opozorilnih znakov, ki dejansko govorijo o tem, v nadaljevanju tudi še nasvet nutricionista. Zdaj, opozorilnih znakov je kar nekaj. Ja, zdaj, čisto iz moje perspektive, telesni simptomi so prvo in edino, ki nas opozori na to, da se nekaj dogaja, ne. Ali nam začne srce hitro biti, ali nas začne dušiti, prebava se nam pospeši, lahko se nam ustavi, potem so neke kognitivni simptomi, se pravi miselni procesi, a ne, ko začnemo razmišljati ravno to, kar ste vi omenili, a ne, kaj pa če, kako bo. Potem je včasih tudi simptom, ko začnemo že za prihodnost razmišljati, katastrofizirati, skrbi nas oziroma pripisujemo stvarem, oziroma ljudem. Na koncu so pa potem tudi že akcija oziroma že naša dejanja, ko pa že
opazimo, da ljudje začnejo se izogibati stvarem, začnejo mogoče iskati neke potrditve oziroma so že neka dejanja, ki kaže na to, kako so se že opremili za neko obrambo pred vsem tem, kar se je že prej zgodilo. Wow, pomanjkanje kontrole, ne? Ja, to je glavno, kar včasih. Se mi zdi, da smo ženske nasploh, ne, te malo bolj kontrola. Še pridemo do tega. Mikela, danes pomagaš ljudem, ki imajo izzive s tesnobo, ampak vse to počneš ne samo s strokovnim znanjem, ampak s prve roke. Tudi sama imaš to izkušnjo. Ja, res je. Mislim, da je zdaj že dajmo reči, slabih 10 let, ko sem recimo, ko hodim s tesnobo z roko v roki. Zdaj, trenutno. Kako se je pri tebi začelo? Kako si ugotovila, to pa ni samo en strah, ampak dejansko neki... Ja, v bistvu je trajalo kar dolgo, dolgo je tesnoba trkala na vrata, preden sem jaz odprla ta vrata, ne, in sem rekla, zdaj pa nekaj ne štima, ker jaz sem bila takrat mlada, mislim, v 20-ih, takrat si mlad, se ne ukvarjaš s tem, ne. Začelo se je pa v bistvu tako, da se mi je precej izrazila najprej potovalna tesnoba. To je tesnoba, ki te spremlja, ko zapustiš cono udobja, torej domače okolje, dom, in mi je v bistvu predstavljalo napor iti nekam. Na začetku na neka daljša potovanja, nekam prespat, ko se je pa to že zgeneraliziralo, je bilo pa težko iti že v trgovino, na faks, in tako naprej. Zdaj je te potovalne tesnobe manj, se pa zdaj dosti bolj izraža recimo zdravstvena tesnoba. Torej, kaj pa, če nekaj ni v redu z mano? Kaj pa, če zbolim? Kaj pa, če imam prvo, drugo, tretje? Ampak, koliko je zdaj, mislim, koliko je normalno zdaj, ne? Recimo, ne vem, jaz, ko sem postala mama, o moj bog, kar naenkrat imaš eno odgovornost, skrb in ves časa, ne, pa naši možgani so narejeni tudi, ne, da malo pomisliš na najslabše, pa te zadeve zaradi čist preživetvenega nagona. Koliko je zdaj normalno, ne, ker itak da nas skrbi, pač časi so taki, kakršni so, smo v nekem obdobju velike transformacije. Kje je tisto, da bi lahko rekli, pismo tole pa zdaj že šlo predaleč? Jaz mislim, da vsak človek mogoče pri sebi začne opazovati. Mogoče to, kar si že ti rekla, neko dolgoročno, se pravi, če je to 6 mesecev, da bi se vi začeli obremenjevati, kako bo z mojim otrokom, da bi začeli vi škodovati sebi ali drugemu. Se pravi, ali da se na telesni ravni, ali da se potem na odnosu poznali, da potem niste več nekje prisotna mamica, ampak nekje... Se pravi, da mame, ki že zavijajo vato na polno svoje otroke, že lahko govorimo o anksioznosti, v smislu, da zdaj pa ne sme iti na igrala, pa ne sme iti, ne vem, v stik z drugimi otroci, pa take zadeve. Ja, tiste lasten strah, ali lahko prepusti nekje nadzor tudi konec koncev drugemu okolju, ali tudi otroku, ali lahko zaupa, da ga je dovolj dobro pod narekovaji vzgojila, da bo znal nekje, odvisno koliko je star. Tako da ta naš strah mamic, ki zaupata enemu okolju ali sebi, da je v redu, da je ta otrok bo znal nekje poskrbeti. Tisto je pa gre v drugo smer. Ja. Mikela, predvsej prepričana sem, da nas tale trenutek spremlja tudi tvoja nona in imamo občutek, da bi ona rekla, pa kva so zdaj to kar neke fancy šmenci besede, pa vse včasih smo se tudi sekirali, pa je lahko toča, pa je lahko pa tretje. Mislim, kva zdaj delajo celo famo okrog tega? Ja, moja nona bi sigurno rekla to, ampak tle bi zdaj spet poudarila tisti vpliv okolja, o katerem smo se prej pogovarjali. Torej, nekoč so bili po eni strani tako zaposleni, po drugi strani niso imeli toliko znanja, kot ga imamo zdaj, o tesnobi, o duševnih motnjah, o psihologiji nasplošno lahko prebereš kjerkoli vse. Ker pravijo, da so te zadeve, ne vem, pa manična depresija, pa take zadeve, da to so zdaj bolezni ljudi, ki imajo vsega polno rad in v bistvu... Ker če pogledamo, v nekih drugih državah, deželah, mislim, kdo se ukvarja s tem, da je tesnoben, ali pa da, ne vem, mislim, ukvarjajo se z življenjem, ukvarjajo se s preživetjem. Ja, bolezen modernega sveta na tak način, da bi lahko bilo to. Ja, in smo spet pri okolju. In smo spet pri temu. Torej, mogoče tudi prezaposlenost, na nek način, torej ta tempo, recimo, pa pričakovanja. Pravijo, da gre tukaj za direktno povezavo izčrpanostjo adrenalnih žlez, torej neko izgorelostjo kot tako.
Ja, nekje je mogoče ena senzitivnost, vedno en skupek, ni samo okolje, če se navežem na tole, kar je bilo, kako so v preteklosti se s tem soočali. Verjetno so ljudje mičkam bili bolj v stiku sami s sabo. To, kar mogoče zdaj jaz bi temu rekla, vsega preveč. In ljudje ne znajo sprocesirati ali pa prekanalizirati, če se temu tako reče, ali prebrati, kaj je za njih ok in kaj za njih ni v redu. In tam včasih oziroma vedno bolj zmanjkuje ta naša notranja intuicija, to, kar je že pri otrocih daje, ali potem pri nas. Seveda pa obstaja senzitivnost določenih ljudi, to je en skupek vsega, ali je malo genetike, mičkanje tudi okolje, če vi nekoga postavite v drugo okolje, greste v gost, kar naenkrat nimate tesnobe. Se pravi, osnova je stik sam s sabo. Ja. Ok, ampak recimo, govorili smo o okolju, recimo, ne vem, poznam ljudi, ki jim je bilo obdobje, ki so nas zapirali, pa tak naprej, res grozovito in so se pokazale različne zadeve, od tega, da so se pa ločili, do tega, da so se mogoče malo zapili, vse možne variante. Poznam pa tudi take ljudi, ki so rekli, meni je bilo top. Najboljša temu svetu, prebral sem tuk in tuk knjig, končno sem naredil to, zrihtal sem doma tretje. Čak malo, ta dva sta oba živela v istem okolju, v istem času. Mogoče eden je gledal več poročila, pa drug manj, ampak pustimo zdaj te zadeve. Ja, ampak to je ravno ta izziv, o katerem pravimo, torej biti v stiku s samim sabo, poskrbeti zase, mogoče je to, mogoče bi to bolj izpostavila, tudi na kakšen način se tisti, ki se zapije, recimo, sooča s težavami in kako, recimo, ta, ki pa je prebral knjige, kako pa on vidi to trenutno situacijo. Tako da je mogoče tudi malček, seveda, odvisno od nekih določenih osebnostnih lastnosti, ampak, torej, kako se odzivamo na neko grožnjo, ker to je bila v bistvu, oziroma je še vedno za nekoga grožnja. Mogoče imam jaz premalo spoštovanja do te diagnoze, a je to sploh diagnoza, Ja, lahko je. Mogoče imam jaz malo premalo tukaj spoštovanja do tega, ampak meni se zdi osebno, da ljudje, ki imajo izzive s tesnobo, z anksioznostjo, da mogoče imajo premalo discipline v življenju. Pa neke take doslednosti v smislu tega načrta. Ne vem, jaz, če opazujem sama sebe, zmeraj imam več projektov hkrati, ki jih delam, zmeraj imam vse 10 knjig, ki imam odprtih, da jih berem, projektov, odnosov, stvari, ki jih rihtam, obnavljam, prenavljam, ne vem, vse možne zadeve. In seveda, da lahko tudi padem noter to, ampak v trenutku, ko jaz si naredim neko to kontrolo v smislu neke časovnice, v smislu neke discipline, mislim, meni se zgodi, da imam večji občutek varnosti. Ja, nekje gre, jaz mislim, da je to ena taka osebna higiena, ki jo vi naslavljate oziroma ti. Tako da človek nekje ima občutek, da lahko nadzoruje, ne v smislu policijskega nadzora, ampak nekje, da ve, česa je zmožen, kje so njegove meje, kaj lahko da, kje lahko poskrbi zase. In to je ta mogoče ena taka higiena, aktivni vedno moramo biti. Se pravi, rutina, rituali, da nas v bistvu. Seveda, rutina umirja amigdalo, sploh če imamo težave s temi paničnimi napadi, s tesnobo. To, kar nekje, že to je tako kot pri dojenčku, ko ga v miru nosimo, ali pa včasih je bil, nekdo je včasih uspaval v avto, so ga dala, umirjeni držljaji nekje, naše telo umirijo, seveda pa potem sledijo še ostale stvari, ena taka, da ste kreativni, da nekje pustite nek pečat in če to v življenju nekje gre za eno tako po tekočem traku, pol verjetno tesnova nima toliko ogromnega vpliva ali moči, kakor jo mi damo ali pa okolje, če je bilo zdaj to obdobje. Mikela, kaj je tebi najbolj pomagalo, da si se izkopala iz tega stanja, v katerem si bila? In kaj ti danes najbolj? A so to kakšni stavki, ki si jih rečeš, ki se ujameš v nekem miselnem toku? Ne, veš, da afirmacije meni ne pomagajo. In ti povem tudi zakaj. Zato, ker morajo prihajati iz srca. In jaz nekako nisem temu naklonjena. Če pa je nekdo, recimo kdorkoli od mojih klientov temu naklonjen, grem z veseljem tudi v
to obliko svetovanja, torej da podkrepimo nekoga s tem, da afirmacije, da mu pomagajo. Ne? Jaz sem se najboljše našla v terapiji, torej imeti dobrega terapeuta, s katerim si res zelo sproščen, kateremu lahko vse zaupaš in ogromno samoučenja, če lahko temu tako rečem, torej tako, kot si prej omenila. Ogromno knjig za samopomoč in testirati. Torej, nekomu nekaj paše, nekomu paše nekaj drugega in sprobavaš različne tehnike. Dihalne tehnike so meni zelo pomagale. V začetku tesnobe sem se ukvarjala tudi z jogo, tako da mi je prišla prav tudi ta joga, recimo, kot neka oblika športa. Danes nisem športni tip, ne, ampak se trudim, da tudi športu kombiniram, torej ali sprehod, ali fitness, kakorkoli. Je pa dejstvo, da recimo, če si nagnjen k teku, je to odličen antidepresiv ali pa anksiolitik, kakorkoli. Ne? Tako da jaz zdaj kombiniram recimo šport, pa terapijo, pa kakšne knjige in v bistvu samo testiramo, kaj pa hrana? Ja, hrana ima res veliko vlogo, sicer nisem nutricionist, tako da jaz ne bom vedela kaj preveč o temu povedati, ampak vsekakor raznoliko, veliko zelenjave, čim manj procesiranih živil, kar ne bom rekla, da ne pojem čokolade. Ne? Torej, tukaj vidimo, kar so nam nutricionisti dejansko pripravili, ne pozabiti na B-kompleks. B-kompleks je tukaj zlata vreden in iz prve roke lahko povem, kako dobro deluje. Ne samo za lase pa nohte, ampak predvsem to, ko si živčen, ko si neprespan, ko si razdražljiv in vse ostalo. Sicer pa odlično delujejo tudi probiotiki, torej dobre bakterije v črevesju, pa seveda magnezij, vitamin D, vitamin C, tudi omega, ampak v prvi vrsti bi rekli absolutno B-kompleks in pa pomoč adaptogenih rastlin. Tale trenutek vas tudi vabimo, da na www.klepet@kavi.si pod zavihkom brezplačno preverite en tak test, v kakšnem stanju so moje adrenalne žleze, kjer lahko ugotovite, kako zelo v stresu ste, oziroma ali ste že morda na poti izgorelosti, ali je tukaj potrebno kaj narediti, zraven pa boste dobili tudi konkretne nasvete glede na vaš rezultat. Torej, kaj lahko naredite od tega, kdaj spati, kako vstati in vse ostale zadeve, pa tudi predlog jutranje in večerne rutine. Ja, veliko je vsega tega, ampak vsak ima svojo pot, verjetno, ne? Se pravi, moraš najti tisto, kar ti dogaja. Ignoriranje tega verjetno te nikamor ne pripelje, ne? Verjetno se tukaj sam spiralno pogrezaš. Ja, jaz rečem tako, tesnoba je, mi smo tako navajeni, ne? Tesnoba pride in trka na vrata. In mi ne damo poudarka na to. Ko smo bolni, ko imamo gripo ali pa dobro, recimo nekaj, za kar rabimo antibiotike, vzamemo zdravilo in smo dobro. Torej, ko nas nekaj boli, to pozdravimo z medicino, recimo. Kaj pa, ko nas boli duša? Kaj naredimo? Torej, nismo naučeni, da bomo poskrbeli zase z meditacijo, z jogo, z branjem, s sproščanjem, da smo v stiku sami s sabo. Ne? In tega se moramo naučiti. Torej, spustiti tesnobo v tem primeru, ne da trka na vrata, ampak da jo spustimo, da je samo z nami. Da je samo z nami. Ja. Odlično. Hvala lepa za te nasvete, krasni gosti danes, hvala za tale pogovor. Evo, najdete lahko ogromno torej tehnik, variant, nekaj predlogov smo tudi mi za vas pripravili, med drugim tudi EFT, tapkanje, znajo ljudje pohvaliti, različne meditacije, tudi če vas zanimajo nasploh hormoni, pa še zraven pomlajevanje, pridite na kakšen vikend za dušo, vse to torej najdete na klepet@kavi.si.